No, pa smo zdaj nazaj pri elektro oddelku. No, kar vidite, Frčo Moto mi je poslal tale štrom športni, ki je MVT Premium Digital Direct. Pride v taki lični škatli, zraven dobiš CDI, ki dejansko zdrži toliko obratov, dobiš cink špulo, dobiš stator in kablovje. Se pravi, tale štrom ne samo, da je narejen za športno vožnjo, ampak ima tudi izhod za elektriko. Ta naj bi bil prilagodljiv za Energyja. Meni se zdi, tole je stari tip, tole je novi tip, se pravi, odvisno, kjer ga imaš. Tole tukaj imamo ploščo, ki prije sem, in rotor. Razlika med navadnimi štromi pa telim športnim štromom je to, da je ta rotor dosti manjši od, recimo, tega, evo, tukaj ga glih imam. Veš, pravi, veš, to ti je magnet, ta magnet se vrti. To je težko, pa velika masa je. To je čisto enako, vidiš, pa na sredini je, tako da to dejansko omogoča, da se bolj vrti, kot te tradicionalni, navadni štromi. In zdaj kva fora, kva zdaj jaz tle delam. Kupil sem tole urco. Ta urca je narejena zato, da ti dejansko lahko naštelaš predvžig. Kaj to pomeni predvžig? Predvžig pomeni, ko gre bat do konca, se pravi do točke stiskanja, ti moraš naštimati bat mal nazaj, kjer on v bistvu prižge to mešanico. Zdaj, pri navadnih štromih je to tako, lukne so, tak, daš not dela. Pri teh, ker so to športni, pa ti imaš sky is the limit, tole se štela, kolikor ti paše. In če nimaš tele urce, dejansko ne moš naštelati. Jaz sem tole že naštelil, sem tukaj not pač zašraufu, najdu točko, pa 0,35 mm šel nazaj. Ko bat prije do konca, 0,35 nazaj. In zdaj le moram jaz tole gor pač nastaviti. To naj bi bilo na grobo, jaz to zdaj prvi delam, jaz to nikoli nisem delal, ampak jaz bom to zdaj gor dal, pa bomo pa počas mašino dajali gor na geštel, pa naprej pa bomo videli, če to sploh bo funkcioniralo. Dobil sem zraven ene navodila, samo ta navodila so v francoščini, tako da dejansko mi ne pridejo prav, ampak ajde, malo sem po Googlu, hvala Bogu za enega Američana, ki je sestavljal to, pa je malo povedal kako kaj. Ker ti, če pogledaš tukaj tole urco, ti, ko premikaš tale bat, vidiš, se to premika. In jaz sem dejansko naštelo, vidiš, ko priješ do vrha in pogreš naprej, se vračam nazaj bat. Jaz moram priti do 0 in potem 35, 1, 2, 3, 35 nazaj. To naj bi bilo to. Probo nastaviti. Zdaj dobili smo tako ploščo. Ta plošča gre tukaj gor. Viš, ta plošča gre tukaj gor. Zdaj, kako se to naštela, recimo tako nekako, da bo štrom, tukaj kabli, da bojo šli mim. Takole, ko vzamemo stator in ga nastavimo takole nekako, naj bi tukaj ta magnet šel. Tako naštelamo na približno na sredini. Ok, zdaj sem prišel do ene težave in sicer zdaj to, ko sem sestavil, to daš gora, ne, pa ta črtica, tukaj, kaj vidite, mora biti na tej črtici. In to, ko daš skup, ja, kam pa matica pride. In zdaj mene zanima, kaj zdaj to, tale rotor napačen ali kva, ali sem jaz kaj zajebal, sem, kakor sem izgledal navodila, je to. Dejansko, nimaš kaj, sploh ne paše, tu če dam to dol, pa sem to gor, ne prije do konca. V moji logiki ta rotor ni pravi, tako da to, kaj to pomeni? Spet bomo čakali en mesec druga, ali sem pa jaz kaj zafrknil, ker tale del blajerce je prekratek. Ok, najdel sem rešitev, sem šel malo pogooglati, kaj je narobe. Pazi tole. Tole tukaj, kar vidite, je matica. Tole sem jaz najdel že nekaj časa nazaj, pa mi ni bilo jasno, kje to paše. Hvala Bogu, da sem pospravil in zdaj, ko sem gledal na netu, sem videl, da ja, to je matica. Ok, gremo naprej. Ok, se pravi, ko gremo z batom naprej, pridemo do zgornje mrtve točke in kakor vidite, se ura ustavi na 0. In gremo zdaj do 35, 10, 20, 30, do 35. Tukaj. Zdaj, ko smo na 35 dol, zdaj tale črtica,
mora prijeti na to črtico tukaj. Ampak ker je tako magnet se čuta, veš, mi ga kar poriva, vidiš. Takole. Potem vzamemo tale matica, zdaj, katera mi je manjkala. No, tukaj sem se začel ukvarjati s tem štromom in sem parkrat narobe naštelu. Potem sem dojel, da sem falil črto in sem se s tem ukvarjal 2-3 urce. Ampak tega nisem pač snemal, ker sem bil živčen. No, na koncu mi je pa ratal. Tako da dejansko je skuter pržgal. Da je pa pržgal, boste pa videli. Jo, folk, evo ga. Danes je 22. april 2024 in nekaj časa nazaj sem že dobil preštrihane feltne od Snoja, gume od Profija in zdaj bom tole prvo gumo dal gor. Z levo je malo bolj zajeban, to je tako kar z desno, ker sem na desničar. Prav treba dati prvo gumo gor, da se lažje premika tale geštel po garaži. Druga je pa itak na motorju, ne. Je pa še motor sestaviti. Zdaj sem se z BTM ukvarjal, tako da zdaj počas za tega. Samo imamo še ful dela. Tale mora biti zategnjena, če ne, če se to utegne, lahko greš ti. Imaš pa tukaj še varovalne vijake, za vsak slučaj. Da ti ne bi slučajno os vam pogledala. Ok, situacija je taka. Dali smo gor zdaj končno geštel od Energyja. In zdaj bomo probali dati gor motor. Pa, ko bomo imeli gor motor, bomo dali olje v prenose, pa kolo. Dobili smo še drugi amortizer, tako da bomo zamenjali še amortizer. Takole izgleda amortizerček. Je pač nadomestek originala in mislim, da bo dober prišel namesto tega, ki je že star 20 let. Čisto preprosto 13-ka pa s klešča malo primeš tale, da dejansko lahko čraufaš. Evo razlike, ta je v bistvu malo krajši. Skratka, ni to zdaj neki presežek, neki športnosti, ampak je nova, ne. Matico že dobimo zraven, hvala Bogu. Pravi, pri takem motorju, ko bo imel to konjo, bilo bi fajn, da imaš zamenjano podvozje, da je bolj trd. Zdaj ima še bump stop tukaj. Ok, to smo približno zategnili. Zdaj bomo torej gor. Zategnemo še. Ajde, Roki, boš malo pomagal. Sem šel po nove šraufe, da bom izkoristil, veš, da boss mora malo delati. Ja, da bo dobro nadelal, nadzornik. Da boš pretegnil. Še malo. Ja, še malo bo. Dobre. Polomila. Tega sem tudi zategnil, da še tukaj preveri. Tole smo sestavili. Ok, zdaj je čas, da nalijem olje.
imam tegale 80 v 90. In kar mi je smotan pri tele palčki je to, da dobesedno ne veš, kje je maksimum, ali tole maksimum, ali tole maksimum, ali tole maksimum. A veš, nekako glupo je, ampak recimo, da tam deci 200 gre noter. Zdaj temu pogledu, koliko je 600 ml na 500, ajde en deci je noter. Zdaj je do te črtice tukaj. Desne mora biti do te ali do te. Ok, prišel je čas, da damo gor gumo. Je res, da nismo še dobili čeljusti, tukaj pridejo čeljusti. Dal sem jih popeskati pa poštrihati koritniku. Tako da zdaj bomo dali to samo toliko, da je gor, zato da bomo lahko premikali skuter. Pa, ko bodo prišle bremze, bomo dejansko jih zamenjali, oziroma še jih instalirali. Toliko malo bomo pretegnili, da stoji kolo. Evo me spet v delavnici, tokrat sem se lotil auspuha, sicer tole sem skup dal, tukaj sem dal tole vzmet, tukaj spodaj sem dal tudi vzmet, potem sem tale nosilec pritrdil. Zdaj tole sem dal tako provizorično, ker mi manjkajo stebelni vijaki tle noter, ampak, glej, važno je, da sem ga jaz skup sestavil na približno, da polka bom dobil te vijake, ne bo treba se mučati. Ok, zdaj sem se lotil tega dovoda, se pravi tukaj gre iz vodne pumpe po cevi naprej v cilinder sem, kar vidite, tole sem not zabol pa pritegnil, auspuh je gor, zdaj pa, gremo pogledati malo ta frgazer.